kup pa že kaj govorim, ko raztrgan doktor. To sem rekel, eno uro sem govoril, potem malo še kaj vprašati. Lejte, to so prepovedana znanja. Sam, jaz upam, da vas ne bojo zdaj, ne vem ko, linčali, da ste vi targa, odel pa. Vse nisem nič od LGBT govoril, nič nisem govoril. Ok, tudi je moj mentor bil gej, ne, pa da jaz zaradi tega nisem doktoriral, to je dejstvo. Meni hodijo geji na terapije, meni hodijo lezbike, celo pedofil. Če greš pa ti na fantke, grem jaz ta prv na policijo. Vse nam šel, se raje ubijem. Ampak vse ima noto, ne, sama fantka. Ja, mama je bila pritegnjena, fote pa še bolj. Zaradi mame je gej ratu, zaradi fotra je pa pedofil. Ne. Skratka, ampak nisem jaz homofob, ampak ena znanja, ki jih imam iz psihoanalize, ki so legitimna, ki so od Freuda ven, pa še me simplificirati Freuda. Ma ne, vi budeli ne veste, kaj Freud v resnici povedal. Vi ste izmaličili psihoanalizo s tem Lakanom. Ne? Lakan je novo Freudovec, ki je toliko zakompliciral. Ne? Freud je rekel, primarni proces je nezaveden, zavestno je pa sekundarno. Lakan je pa rekel, zavestno je imaginarno, namišljeno, realno, tisto resnično realno, je pa simbolno, je pa nezavedno. Ne? Mi moramo budnost, tako rekoč, prebrati tako kot sanje. Če mi sanjamo, moramo dešifrirati sanje, zato da bi vedeli, kaj sanjamo. Na področju tega podjetništva je pa tudi, ne, zdaj tole verjetno ni ben mesar, ne, da imel mesarijo privatno. Ne, to je fejst latentni sadist. Ne bo tam madliče izkopal, pa jih rezal, ampak bo teličke, pa tele zrezke dela, pa sromer sužeru. Ne, tam, da bi bil arhitekti, ne, ženska arhitekta, ko boš naredila nov Raufenk v Trbovljah. Ne, Raufenk tu, sem rekel, tem Trbovčan, kurva kurce ste imeli premehne. Ko je bilo treba tak Raufenk delati, ne? Ja, zdaj pa Jan Garnbret pleza gor, pa še Janša je plezal. Super. Jaz sem pa rekel, dajmo Savo napeljati, pa naj ekolira kja gor na kum. Pa naj zmrzne, bomo gor plezali. In zdaj moramo tist kastrirati, ne? Zato, ko so moški hoteli, da bi, ko so rekli, da bo zrak bolj čist, da bo še malo kja v Savinsko dolino za oh potegli. So dali 360 metrske, ja, kurce imate premehne, ne. Ženske so pa rekle, zakaj ne bi imeli manjši dimnik, ne, klitoričen, ampak čistilno napravo. Ja, imamo mi menstruacije, da tu pucali, ne. Kje boš, dec ne more pucati, pa da ga jebeš, ne. Jaz to vse naredil, sam pucu pa ne bom. Pride imam, če ti na noč, vse spuca, ne, samo moja pisarno pa ne, pa pride mama moja pisarno spuca. Če ne znam jaz to pucati, ne, jaz restauram, hudiču rep spoljem King Kong, 2 dinozaura in raztrgu, ne, nisem pa rojen za pucati, če nimam menstruacije, ne. Ali pa arhitektka je, ne, ko pa delate notranjo dekoracijo, itak, kastracijski kompleks, nimate lučka, ne rabite nič graditi v višino, vi imate tam noter, ko se pa not dogaja, pa dekorira vse noter, ne. Zato, ker so notranjost genitalije taka. To je res, ne, sam ne moram to dokazati, nikakor ne moram dokazati to, ne. Ampak je pa res, ali pa, danes bom imel to, ne, danes bom imel razlike, inženirka leta je bila, ne, inženirka leta. Pa bod inženir, lahko pa tudi dobra inženirka, pa bod, ne rabimo mi žensko inženirko leta, to hočejo feministke zato, ker inženirstvo, tam se nekaj pokvari, ne, včasih je bilo inženir, na zdravje, res je. Včasih je bilo inženirstvo stvar moških, pa zidarstvo, ne. Veš, da moraš bosanca dobiti do zida, ne moraš ti bosanka dobiti, mislim, bosanka, jaz imam eno ploto, plaštu, plato se reče bosanka, pa na bosanko ležati. Zidari so moški, zidajo, ne, gradijo tistega moški spolni organ, ne. Tako je, ne, potem pa servis, avtomehaničarka, eno mama prmalgaj, pismo, ne, čist je potetovirana, smisel, tule bi znala biti lezbika, nič hudga, če je, ne, ni lezbika. Sem rekel, to je nemogoče. In pa jaz vem, kjera to je. Sem rekel, zdaj mi pa vse jasno. Ker poznam celo zgodbo, nem povedal, kaka je, da se nov, ker tule, če bo na YouTubeu, se bo not videla, ne. Moški spolni organ je temeljni v tej kulturi je avto. Ne moraš imeti piči pokla, ne, ali pa onga smarta. Ne. Ok, moraš imeti velik ego,
da imaš smarta, veš, da moraš imeti karavana, ne, velikega. Ženske bi imela pa Twingota, ker ga ne zna nodat, ne. Ne zna parkirati, veš, da je baraj, da ga leži parkirati, joj, parkirati, ne znam ga nodat, i tako, da ga ne znate nodat, če ga nimate. Moški pa tu trvi 300 na uro, ne, drvenje, pa najdaljšega stoječega, ne, vse imamo olimpijske medalje. Najdaljšega stoječega, dej prevc ga mej, ne. Pa ste dve, pa super, pa vse. Sam 10 let obstajajo te skoki. V času Bogdan Norčič, Walter Steiner, da bi tam ženska imela 200 metrskega. To bi kolektivno v planic samomor naredili, ne. Zdaj pa kultura to dosegla, ne. Ampak pride do simbolne disonance, ne. Kognitivna disonanca je v teorijah zarote, ko nelogične stvari skrbdevaš, ne, in je postaneš grose budala, troha, jih je pa sokovit zdaj, prav da ga uničujejo s skrivnim orožjem, ne. To take neumnosti skrbdajo in je kar v redu, Kognitivna disonanca je pa to, če ženska se boksa. Pa, okej, vse ste dober tlele, ne, sem Fabian pa to, ne. Sam bolj, da sem punce tih, ko je vse bilo, ne. Ali pa tole, Tina Trstenjak sem ga videl, še Tina Trstenjak prišla, kao da ni prišel šrot na Tina Trstenjak. Mislim, da bom jaz imel eno, ki se tepe. Lejo, ena je iskala te, mislim, polavdarca je bila, ne. Je super ženska, otroke predava, iskala dece 120 kil, da so z njimi dol dajala, mislim, na tantamijo, da so tam pretepala. Zdaj pa vi, dajte tuhtat, če nimate teh libidinalnih terapeutov, kjer ga zdajte tipa, da so se stepli z njim, ali da so te dol dali. Normalna ženska išče, s kjerim se je zdaj dala, ne s kjerim sem pretepala, za sparing partnerja. To je simbolna disonanca je to. Tako dec ne mora striptiza zaplesati. Dec striptiz plesu. Ja, gremo do golega. In so bili vsi geji, ki so kopirali ženske vedenjske vzorce. Kazati lepo telo je domena žensk, striptiz je ortodoksno ženska športna panoga. In bi mogla biti na drogu v Londonu predstaviteljna športna panoga, feministke niso obstile. Mislim, pa tu je kar zahtevna športna panoga, v Indiji imajo tiste neke faluse lesene, se po teh kurcih mladci zvirajo, ne ženske, ne, ker tam, ampak je tak, ne, te se pa z užitkom, lepo zagledati, ne, športna panoga težka. Da bi pošel zdaj pa dec na to štango se tam neki lepo delati, tudi zaškrtan od pobuč. Tem je simbolna disonanca, neujemanje, simbolni procesi se te ne ujamejo. Ne? Po načelu kognitivne disonance, ki jo poznamo iz teorije zarote. Ok, zdaj sem pa res rekel, da tole, ja, tole biti zajevan ženska, ne. A moš to vse pošlihtan, pa še denar moš slož, ne. Pa tam zapit, pa sam na pier hod, ne, ves denar pa ženska, to ni v redu, moški mora denar dajati, ker je diktat genitalij tak, zato. Ampak v tej kulturi tudi ženska hodi v službo in je fajn, če ima denar, ne, svojega, ne, ampak še bolj pa od moževega, kot mož da denar, je to paše, zato ker je v otroštvu ta oče veliko teh epohalnih stvari naredil in je odleže, ko moški zasluži in je paše. Normalni ženski, ki je normalni, rekel, tradicionalni, funkcionalni, primarni družini gor rasla, ne. Tale denar je simbol dreka, ne, mali sralec se userje, prvo dragocenost, ki jo da mamici, v zameno dobi ljubezen, je ta denar. Mislim, je ta drek, ki ima simbolnost, zanj, recimo, sem meni malo obetal zaslužek, ali sem sanjal, da serijem, to je kar šlo od mene, ne. Sem rekel, le. Kalkuliram, da bom zaslužil in sem sral, celo sanje sem sral. To se šel pa, jeziku, ne. Ampak denar je tudi denarnica, ki jo imam, lejte, kje je. Pririti je, ne, da predrekli denar. Moški, ne, bi mogli imeti šlic, v šlice, zdaj ga da je pa ven, pa zdaj akuliraj zdaj. Moški mora vedno pa plačati. Feministke bo jaz plačala. Ne, ti se še odolžila, jaz vedno plačam. Enkrat je ena ženska rekla, bom jaz plačala, ne boš ti plačala, imam večjo plačo, mislim. Se rekel, zdaj tako ti povem, če midva ne bila tako dobra, jaz tudi s tabo na pijačo ne bi šel. 7000 evrov imaš plače, 7000 evrov, sej, ok, iz Nemčije, bi prišla v Slovenijo in
bo ona plačala, ker ima 5-krat večja plača, ki jaz. Ne boš plačala. Sem rekel, sam ti pa še povem, če ne bila ti moja frendica, jaz tabo sploh ne bi šel. Ne moraš ti imeti tazga, jaz pa tam hlačnim čimkavcem. Tako ti šmi v glavu moškim tako šmi, ne? Mislim, zdaj to kruta resnica. Ali pa moje mnenje, ne? Lahko da se motim, lahko si tako zracionalizirate. Ampak sem vam povedal, da ta denar ima simbolno strukturo. To je simbol moškega spolnega organa in dreka. Ampak moški mora imeti denar zato, ker so njegove genitalije ejakulirajoče. Mora v družino zaejakulirati denar. In potem družina normalno funkcionira. Še če je popotnica iz primarne družine normalna, ta dva se dobita, imata otroke, mora še primarna družina normalno laufati. A ja, tule je zdaj ta, ne? Ker jaz imam 2 slike, vi imate pa sam tolo, ne? Skratka, moški je dajoč, ženska sprejemajoča, ker ženska vaginalna, ne? Ok, ima pa tudi klitoris, na klitorisu se pa zavidanje penisa zgodi in ženska je tudi lahko, če pa moški nič nima, pa ona pol to more, ne? Ker imam veliko primerov, ja, kaj sem zdaj jaz? Nisem drugega, ko sem 3 šihte delal, fotor je pa tam bil zapet, televizijo gledal, pa tam je kaj doma naredil, ne? Hišna gospodinja je bil. 2 sinova, čist zblojena, jih moram terapirati. Ker je cela primarna družina, una je bila falična petelinka, un pa kurjek, brez organa. Ne? Skratka, te zadeve niso tako enostavne, tako da jaz bi rekel, tukaj, da boste vedeli, uspešne ženske, ne, to se vas moški še pa še bojijo. Zato, ker imate tisti temeljni falični atribut. Ne. Vse je fajn med denar, pa počitnice, pa providerka, vse, ampak načeloma vi ogrožate na simbolno nezavedni ravni, ogrožate moške, če imate veliko denarja. Če ga imate veliko, ga skrivite. Samo v družini ga pa ne morete skrivati in družine, kjer je ženska več zasluži, so moški simbolno kastrirani, so nesrečni, zapiti, ne vem, mogoče impotentni ali bi pa 5-krat na dan seksu. En moj izgubil šiht, zdaj bi pa seksu cele dneve. Kurba zbudala, hočeš 5-krat na dan z isto babo seksati. Kje boš ti to, ne? Pa 50 let star, zato ki je ših izgubil. Zato mu je čist sex life zjebal. Ali pa meni kliče, mi ne ostane. Skuk ste pa star 38, dokdaj ste pa z mamo spali? Ne, v redu je bil z mamo. Sem rekel, imate šiht? Nimam. Sem rekel, lejte, tle je problem, šiht dokaj hidraulika se nazaj vzpostavlja. A mislite? Misli tudi moj pes Lok, jaz vem. Skratka, lejte, zdaj sem jaz vam povedal eno znanje okvirno, jaz vam lahko govoril o stresu, izgorelosti, mobingu, razlike med spoloma, ne? Izgorelost je stvar kurjenja libida. Libida je abstraktna psihična motivacijska energija. Jaz sem magistriral iz motivacije in sem 15 let nazaj razlagal tudi mobbing skozi psihoanalizo, ne? Moraš imeti ti nezavedno zamero do nekoga, da si ti idealen za mrcvart sodelavca, ne? Moraš imeti ti zamero tam do brata ali pa kjerga, da si pol dobiš tam enega, da ga, ne. Izgorevanje, moški ne izgoreva, če dela cele dneve, če na koncu evrške dobi. S kakimi blondinkami je pa to malo težje, ne. Dela, v resnici ona mora tam se kurčiti v karieri, ne, če pa sploh ni bitje z organom, ona bi tam čist drugače lotevala življenja, če bi imela tipa, ki bi ene stvari, ona bi pa dom, družina pa otroke so šla. Ne. Ona mora delati, ona mora biti petelinka pa kluvati. To je torej, simbolna disonanca v njeni glavi, ona izgoreva, ona trpi in pa kolabira in je izgorela, gre psihiatri izgorela. Izgorelost psihiatri sploh ne štekajo, ne, ko da vam jaz povedal. Štekati se da izgorevanje skozi burnout, skozi psihoanalizo, libidinalno ekonomijo, ker je treba libido imeti. Libido je tisti, ki izgoreva. Se pravi, ta abstraktna energija, zaradi absurdov se izgoreva. Ne samo zaradi sočustvovanja. Recimo, prve so izgorevale medicinske sestre posebej v vietnamskim vojni, ker so vsak dan dobili razmrcvarjenje tele vojake, ne, in pa so mogli sflegmatizirati umirajoče vojake, amputirane noge, ni smela biti sočutna in pa so se prilagodili in so imeli neke simptome in Freudenberger je rekel, to je izgorelost. Danes pa izgorevajo tisti, ki nimajo denarja, cele dneve delajo, tudi športniki, trenirajo, pa ni rezultata. Ne.
Če pa ti delaš, na koncu pa 200 € zaslužiš. Pa ti gre pa na smeh, če si dec. Ne? Ženska pa lahko tudi izgori. Ne? Moški pa ne more izgoreti, če dela pa da ima rezultate dela. Dostno. Takole sem pa obležil na ramu, ker sem bil mentalist iz mojega matadorja, ki mu je bil rad bolj padel, ne? In je pol odstopil. In pa sem zgodovil, ne mišica, šrmar sneg je stvar glave, misel, dvigni glavo, mu je ugasnila. In po 3 dneh neprespanih, kolikih 4, sem obležal, to sem bil kot mrlič. Bilo je tega treba, zdajte, dal sem vse od sebe, malo je bilo naporno, porno je bilo, ne naporno, porno. Ampak, zdajte, če sem vas kaj naučil, super, če imate še kaj za vprašati, sem vam na voljo, tako da sicer pa hvala. Če si kjer upa, lahko zdaj prekinem. Ja, lahko. Da ne vse kjer izpostavljamo. Ja.